Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v še eni študentski oddaji V svetu odraslih. Z današnjim dnem se začenja najbolj stresno obdobje vsakega študenta. Prihajajo zimski izpitni roki. Nam bo uspelo vse narediti v prvem roku? Kako se dobro pripraviti na vse izpite? Mogoče nam bo kakšen nasvet podelila tudi naša prva današnja gostja, in sicer Martina Bavec, profesorica iz Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, če se najprej osredotočimo na izpitne roke. Zaupajte nam, kako se vi spominjate svojih študentskih dni in pripravljanja na izpite. Zagotovo je tudi 30 in več let nazaj bilo stresno, tako kot je današnji dan. S tem, da vsaj iz moje izkušnje lahko rečem, da je meni osebno največ pomagalo biti prisotna na predavanjih in vseh vajah in seveda tudi pač tisto priporočeno literaturo in svoje lastne zapiske dobro preštudirati. In kadarkoli sem to tudi naredila, ni bilo nobenih težav, kar se tiče uspešnosti na izpitu. Drugače pa ste ustanoviteljica in tudi pobudnica študijskega programa Ekološko kmetijstvo, kaj ne? Ja, res je. To je pravzaprav nekako bila samo nadgradnja mojega dolgoletnega dela. Sem namreč ena med skupine peščice agronomov, ki smo že 20 in nekaj več let nazaj prepoznali, da je ekološko kmetijstvo tudi neka priložnost za slovenski prostor, za slovensko kmetijstvo, in smo najprej seveda začeli z delom na terenu, navduševati tudi kmete, pridelovalce za preusmeritev v ekološko kmetijstvo. Leto 2000 smo ustanovili kmečko ekološko tržnico v Mariboru, pa vzpostavili sistem kontrole in certificiranja v letu 1998 za celo državo takrat, in ta sistem, ki smo ga vzpostavili, je pravzaprav delujoč še dan danes, ko imamo že približno 3500 ekoloških kmetij s podeljenimi certifikati, 42 000 hektarjev, približujemo se 10% in pač počasi sledimo evropskim trendom, sicer za nekim zamikom, in seveda skozi vsa ta obdobja se je pred 10–12 leti pokazala tudi potreba za vzpostavitev študijskega programa. To pa je bila tudi ena od točk akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2015, ki smo jo pravzaprav uspešno tudi realizirali. Koliko pa je drugače zanimanja strani študentov za vaš študijski program? Bi si ga želeli mogoče še več? Moram reči, da spada študijski program ekološko kmetijstvo, poleg agronomije in pa živinoreje, med 3 najbolj zaželene študijske programe, kjer je tudi s prvim pisom vsako leto v teh zadnjih letih tudi največji interes izkazan. Tako da smo, moram reči, zadovoljni, seveda smo pa zadovoljni in veseli vsakega študenta, še zlasti na tem študijskem programu prihajajo iz cele Slovenije, tudi iz zahodne Slovenije, Gorenjske, Primorske, imeli smo tudi zamejsko Slovenko študentko, tako da je ta študijski program glede nabora študentov, odkot prihajajo, pravzaprav najbolj pester. Vaše študijsko področje pa je drugače poljedelstvo z zelenjadarstvom, ne? Ja, to je moje habilitacijsko področje, sicer se pa v zadnjih letih ali pa desetletjih predvsem ukvarjam z zelenjadarstvom in pa ekološkim kmetijstvom. Koliko pa je na primer povezava med samim teoretičnim delom pa potem prakso samo? No, moram reči, da smo imeli in še imamo prakso močno vkomponirano v naše dejavnosti, predvsem vključevanje študentov tudi v različne raziskovalne projekte, poskuse, ki jih izvajamo, in preko tega našega raziskovalnega dela sodelavcev naše katedre, seveda, ker je to vse timsko delo, se študenti seznanijo z vsemi novimi tehnologijami za pač določeno področje. Ravno sedaj razvijamo en prototip novega stroja s kolegi, tudi z enim podjetjem iz Gorenjske, ker želimo, da bi se ta nova tehnika razširila tudi širše na kmetijske površine, in mnogi študenti seveda potem neke novosti, ki jih srečajo pri nas na polju, pri poskusih,
kot tudi na ekoloških kmetijah. Naj omenim, da vsak študent preživi vsaj en teden tudi na eni izmed certificiranih ekoloških kmetij, da zaživi to življenje, recimo, ki tam poteka. Tudi obiskujejo ekološke kmetije skupaj s kontrolorji in v tistih dneh dela v kontrolni oziroma certifikacijski organizaciji dejansko vidijo ogromno različnih primerov ekološkega kmetovanja tudi v praksi in vse probleme, ki s tem so lahko tudi povezani, kajti ta pot seveda ni najenostavnejša pot v kmetijstvo, ampak je dosti težja, kot pa je običajno konvencionalno kmetovanje. Morda v tem študijskem letu pripravljate še kakšne posebne projekte ali aktivnosti? Ja, naj omenim en projekt, s katerimi želimo tudi neke spremembe širše v gospodarstvu, predvsem na gostinskem področju. Ukvarjamo se namreč z uvajanjem ekoloških živil v gastronomijo, kjer je še zelo veliko nepoznavanja na eni strani, na drugi strani pa tudi zadržkov, kljub zakonodaji iz leta 2014, ki predvideva različne opcije, tudi kontrole in certificiranja, se je le malo število do sedaj ponudnikov hrane odločilo v tej smeri. Moja osebna želja je, da bi dvignili kakovost prehranjevanja študentov, da bi tudi vsi ponudniki, ki preko bonov prehranjujejo naše študente na Mariborski univerzi, da bi tudi začeli ponujati vsaj v delčku nekatere ekološke sestavine. Namreč moje mnenje je, da glede na sprejet zakon o zelenem javnem naročanju, ki zahteva, da morajo vsi javni obrati, ki se financirajo z proračuna, zagotavljati vsaj 10% ekoloških živil uporabnikom, recimo v vrtcih, šolah, bolnišnicah, domovih za ostarele. Ni nobenega razloga, da pa sedaj študentje, za katerih hrano tudi prispeva državni proračun, tega ne dobijo, kar se seveda trenutno dogaja. Na področju zelenjadarstva pa gostimo v juniju en zelo pomemben in velik dogodek pod okriljem mednarodne organizacije Združenja za hortikulturno znanost, kjer bomo pač z raziskovalci, predavatelji z področja zelenjadarstva in poljedelstva, pridelave krompirja zajeli različne aktualne teme, posvečali se bomo predvsem kakovosti, kratkim preskrbnim verigam, ekološki pridelavi v zelenjadarstvu, pa seveda tudi različnim drugim novim tehnologijam, ki prihajajo tudi v Slovenijo iz drugih recimo držav. Super. Če najprej se zagotovo vidimo pri tem vašem junijskem projektu, kjer bomo še kaj več oziroma podrobneje povedali o njem. Hvala vam za vaš čas in pogovor. Prosim. Ste morda že slišali za študentsko marketinško dirko? To je tekmovanje iz znanja marketinga, pri katerem študentje rešujejo realne probleme, ki jih imajo podjetja v praksi. Še kaj več o tem nam bosta danes zaupala Martina Venta, ki je predsednica kluba za marketing EPF, in Domen Malc, ki pa je magister psihologije in tudi programski vodja. Lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Najprej, da razjasnimo, odkje sploh ideja za študentsko marketinško dirko? Zdaj, sama ideja se je porodila že 10 let nazaj, pravzaprav 11 let, in nekako se upada tudi s bolonjsko prenovo študija, ko smo na naši fakulteti nekako želeli omogočiti prenos znanja iz gospodarstva študentom preko takšnih primerov, ki jih pač zdaj tekom same dirke študenti rešujejo. Tako da glavni razlog je bil tule. S kom vse pa ste že sodelovali v preteklosti? Zdaj, tokrat je 10-tič, tako da podjetje je bilo veliko. Začelo se je s Simobilom, potem Pulus, Raiffeisen banka, Nova KBM, Zavarovalnica Maribor, Renault Slovenija v lanskem letu, Večer, časopisno-založniška hiša in Pivovarna Laško. Tako, skratka, kar precej. In letos podjetji iz različnih segmentov, tako da se vsako leto v bistvu ponudijo študentom različni izzivi.
da ostane zanimiva. Pa tudi pestro, kaj ne? Tako. Pred nekaj dnevi pa ste tudi predstavili izzive letošnje študentske marketinške dirke. Kaj izzivi zajemajo in kako bodo sploh potekali? V bistvu letošnji izziv so zadale Bioterme Mala Nedelja in v bistvu v sklopu njihove razširitve ponudbe bodo ponudili njihovim gostom glamping, se pravi glamorous kampiranje, in v bistvu izziv bo zajemal raziskavo trga. Zanima jih, kdo so tisti odjemalci, ki bi jih zanimalo take vrste nastanitev, in priprava pač komunikacijskega gradiva za Glamping Sun Valley. To v bistvu zajema letošnji izziv. Imate tudi kakšna posebna pravila sodelovanja? Ja, v bistvu v tekmovanju lahko sodelujejo samo študenti, redni in izredni, pa ne smejo biti zaposleni v kakšnem marketinškem oddelku v podjetju ali pa v marketinški agenciji. Pač šteje samo lastno znanje, sposobnosti in rešitve. To se nam zdi pač nekako najbolj fair. Prijave pa imate sedaj odprte približno en mesec, oziroma do katerega datuma točno? Prijave so odprte do 28. februarja in so možne preko spletnega obrazca na spletni strani www.marketinskadirka.si. Tam so vsa navodila, pač katere podatke je potrebno vnesti. Zakaj je pa po vajinem mnenju dobro oziroma vredno se prijaviti na takšno tekmovanje? Predvsem z tega razloga, zaradi katerega je bila tudi ustanovljena sama dirka. Mi zdaj študentom dirka omogoči res, da pobliže res poznajo eno uspešno slovensko podjetje, do zdaj je bilo teh, se pravi, zdaj že 9, ne? In preko tega znanja lahko potem tudi uporabijo svoje znanje, ki ga dobijo na fakulteti in ga preizkusijo tudi sami praksi. Skratka, pač meni je, mogoče osebno mi je en največji čar marketinga ta, da pravijo, da je nekje na meji med znanostjo pa umetnostjo. In mislim, da ti izzivi združujejo oba dela. Na eni strani pač eno trdno argumentacijo, zakaj bomo določene stvari pač počeli oziroma zakaj mislijo, da bodo določene rešitve uspele, po drugi strani pa tudi eno veliko mero kreativnosti, preko katere lahko skratka oblikujejo nek program, oblikujejo neke akcije, oblikujejo skratka neke rešitve za sama podjetja. To je to. Martina, bi kaj dodala? V bistvu je zdaj vseeno. Jaz sem sama sodelovala 2 leti nazaj v izzivu, ki ga je zadala takrat Nova KBM, in v bistvu lahko povem, da je to ena res pozitivna izkušnja. Dajo ti sicer nek okvir, ampak potem pa je na tebi, kako boš razvijal to idejo naprej, kako boš uporabil ta sredstva. V bistvu se naučiš razmišljati izven okvirjev, pa pač malo spoznaš, kak je ta sistem dela v neki agenciji oziroma v podjetju, ko gre v nek nov projekt. Tako da samo dobre izkušnje. Seveda, če imamo tekmovanje, pa so ponavadi prisotne tudi nagrade. Kakšne nagrade vi podeljujete? Bioterme bodo letos prvo uvrščeni ekipi podarile nagrado v vrednosti 2000 evrov. Od tega bo 1000 evrov v denarni obliki, 1000 evrov pa v obliki storitev v Biotermah, pa tudi Društvo za marketing Slovenije bo podaril nagrade v obliki izobraževanj in delavnic. Tako da se iz tega vidika tudi splača prijaviti. Torej niso samo izkušnje, ampak je tudi zares lepa nagrada. Pa še za zaključek, kakšen je pa vajin nasvet vsem tistim, ki so se že mogoče prijavili ali pa se še bodo? Na kaj morajo biti pozorni pri tem tekmovanju? Zdaj, kaj jaz lahko rečem je, da naj razmišljajo čim bolj izven okvirjev, naj opravijo raziskavo trga, da so skupine čim bolj multidisciplinarne, se pravi, da je en član bolj močen na področju oblikovanja, dizajna, drug, ne vem, ima neke bolj odpičene ideje, tretji se bolj razume s financami, četrti ima recimo bolj kontakte, pozna ljudi, ne, ker se na tak način tudi lahko več informacij pridobi. To je pa v bistvu to z moje strani, no. Še bi ti kaj dodal? Čudoviti nasveti, izkušene tekmovalke že.
Jaz v bistvu nimam tukaj nič za dodati, oziroma tako kot je že povedala Martina, ne zajamejo res eno širino, ne spremljajo, kaj se že v svetu dogaja, vse posod po svetu prihaja do enih super idej, ki jih lahko v takšni ali pa drugačni obliki tudi sami uporabijo. In to se mi zdi, da načeloma že tako ali tako počnejo tisti najboljši, vsaj vsako leto. Pač nobena ideja ni napačna, no, tako bom rekla. Smo imeli na predstavitvah top finalistov, ki so ponovadi tudi potem na študentski marketinški konferenci Marketinški semafor, ki bo letos 4. aprila, da še to povabim študente, da se udeležijo te konference. V bistvu smo bili vedno, vsako leto smo bolj v bistvu presenečeni nad rešitvami, ki nam jih ponudijo študenti, v bistvu nam in podjetjem. Res so tako, da čim bolj inovativno razmišljati, ker pač je poplava nekih informacij danes in v bistvu veliko se neke splošne ideje se izgubijo. Tako da čim bolj out of the box. Odlično. Držimo pesti, da bo dirka uspešna in da bo se čim več študentov preizkusilo v vašem izzivu. Najlepša hvala. Hvala. Hvala za pogovor in uspešno še naprej. Hvala za povabilo. Kogitom je projekt Društva študentov medicine Maribor, ki v obštudijsko življenje študentov medicine vnaša prvine debate, diskusije, pa tudi tehtanja argumentov. Kaj več o tem pa nam bo povedal naš naslednji gost, in sicer Tilen Markelj. Lepo pozdravljen. Zdravljen. Torej, jaz sem preverila, to pomeni drugače po latinsko razmišljanje, kaj ne? Kakšna je sama povezava med samim imenom pa samim namenom projekta? Torej, projekt Kogito je nastal pred dobrimi 4-5 leti, ko je medicinska fakulteta imela sedež na rektoratu na Slomškovem trgu, in takrat že smo študenti imeli oziroma dobili neko idejo, da je morda naš poklic malo več kot pa samo preučevanje nekih simptomov, nekih bolezni, ampak da biti zdravnik pomeni biti tudi del družbe, in zato poskušamo mi v projektu neke medicinske teme obdelati na mogoče malo bolj širok način, jih umestiti v nek širši družbeni kontekst. Velik poudarek pa drugače dajete na vaših srečanjih na same debate. Zakaj ravno debate? Zakaj so pomembne? Mislimo, da je neka diskusija tudi znotraj medicine, kjer marsikaj velja za neko trdo prepričanje, ki je utemeljeno z nekimi dejstvi, vseeno mora biti prostor za neko diskusijo, in mislimo, da z debato se to najboljše spodbuja. Tam je vključeno od kritičnega mišljenja do neke kulture dialoga, ki pa če želimo videti ne moče samo med našimi študenti, ampak tudi nasplošno med študenti in v javnosti. Organizirali pa ste že kar nekaj okroglih miz in posvetov. Kaj je zate kot vodji projekta ključni cilj teh srečanj? Torej, pri tem imamo nekaj ciljev, ki bi jih radi izpolnili. Prvo kot prvo, da postavimo študente v položaj, kjer imajo stik z nekimi strokovnjaki, morda ne samo s področja medicine, ampak tudi z nekih bolj družboslovnih ved, s katerimi drugače ne pridejo v stik, torej tekom študija, ker pač smo le pred neko zajetno vsebino, ki jo moramo osvojiti, in je mogoče samo v prostem času čas, da se z temi temami soočimo. Druga stvar je, da jim omogočimo tudi komunikacijo z njimi, torej da jim omogočimo, da postavljajo vprašanja, da odpremo neke nove ideje, mogoče neke zamisli, ki pač morda ne pridejo vsak dan ravno v glave naših študentov, in s tem potem tudi spodbujamo mogoče neko malo bolj kritično razmišljanje. Drugače pa prirejate tudi pub kvize, kaj ne? Kakšni kvizi so to? Torej, to je bolj družaben dogodek. Mislimo, da morda ni naša naloga samo, da na nek formalen način organiziramo druženje študentov, ampak da to poskušamo narediti tudi na malo bolj zabaven, neformalen način, da mogoče neko tako disciplino kvizov uvedemo v tako zelo umirjeno okolje, in to je preprosto dogodek, kjer zberemo 5 ekip, pripravijo se vprašanja. Nazadnje je bilo to na božično temo, ker pač so bili ravno božični prazniki, in potem 5 ekip znotraj nekega mariborskega kluba, kjer pač se dobimo, tekmuje za neko nagrado. Torej gre bolj za druženje, zelo neformalno.
Pred nekaj dnevi pa ste tudi organizirali prvi letošnji vsebinski dogodek. Za kakšen dogodek točno se je šlo? Torej, bil je interdisciplinarni posvet splavo, torej umetni prekinitvi nosečnosti. Gostili smo asistentko Marijo Rebolstere iz Univerzitetnega kliničnega centra v Mariboru in pa docentko dr. Marino Tavčar-Krajnc iz Filozofske fakultete oddelka za sociologijo Univerze v Mariboru. In namen tega posveta je bil splav predstaviti ne samo z nekega etičnega vidika, ampak tudi z vidika kot nujne pravice za žensko, torej kakšno vlogo igra v tej sferi in kako pač ga razumem mogoče bolj znotraj družbe, torej kak je odnos družbe do splava in pa tudi kako vlogo igra splav v družbi. Kakšen je bil odziv? Rekel bom tako, odziv je bil precej dober, torej imeli smo dosti gostov, ki jih je to nekaj zanimalo, imeli smo tudi nekaj gostov, ki morda niso bili najbolj naklonjeni ideji splava in je potem diskusija potekala tudi v to smer. Torej pač na nek način smo dosegli naš namen, želeli smo odpreti nek dialog med ljudmi, ki so tudi na obeh spektrih tega prepričanja in konec koncev je tudi to uspelo. Kaj pa še pripravljate, katere naslednje projekte še imate v tem študijskem letu? Torej, za letošnje leto načrtujemo še vse dva dogodka. Eden bo debata med študenti, ki bo na temo tobačnega tolarja, torej spremembe davčenja oziroma spremembe tobačnega zakona, davčenja zakona in trošarin. Potem druga debata pa bo posvet ponovno in bo obdelal zdaj spremembe znotraj zakona o zdravstvu, javnem zdravstvu, ki se dogaja. Torej, kot vemo, se v medijih zdaj dosti govori o tem nekih spremembah, ki se morajo zgoditi v javnem zdravstvu in naša želja je, da med našim študentom pač predstavimo vse aspekte, namen je, da povabimo goste res iz vseh vrst in da pač naredimo neko kulturno diskusijo o tem, kakšne spremembe nas čakajo, kaj to pomeni za študente in tudi za seveda nas kot bodoče zdravnike. Kdo pa drugače še poleg tebe sodeluje pri tem projektu? Torej, sodelujejo praviloma študenti medicine iz različnih letnikov. Tu in tam se pač povežemo potem tudi s kakšnimi drugimi fakultetami. Sodelovali smo zdaj nazadnje za Filozofsko fakulteto, sodelovali smo s Pravno fakulteto, seveda pa nam pomagajo tudi profesorji in zunanji sodelavci pri organizaciji in vsebine in potem seveda tudi kot gosti. Super, hvala Tilen za tvoj obisk in za vse informacije, ki si jih podelil z nami. Najlepša hvala tudi vam. Kot današnjega zadnjega gosta v oddaji pa smo v našo družbo povabili zmagovalca resničnostnega šova Survivor. Alen Perklič je tudi študent Mariborske fakultete in sicer na smeri elektrotehnika. Lepo pozdravljen, Alen. Zdrav. Najprej iskrene čestitke ob tvoji zmagi, ki je bila zares zaslužena, kaj ne? Ja, bi lahko rekli. Če začneva kar na začetku, kaj te v bistvu najbolj premamilo, da si se sploh prijavil na ta resničnostni šov? V bistvu živim na majhni kmetiji v eni vasi, ki nas je 280 duš tam in torej sem navajen tega, da si v naravi skozi. Obdan sem z gozdovi pod Pohorjem in pa celotno življenje me spremlja šport. Nekako sem športnik, vidim se v tem. Potem sem pa slišal za ta Survivor, seveda že iz Amerike prej in ko sem zasledil, da bo v Sloveniji, sem rekel, glej, v reality krtek se ne bi prijavil. To, da imaš pa mešanico športa, narave, pa da še lahko sam sebe nekako sprobaš, da vidiš, do katerih mejlah greš, to me je pa tisti podvig dalo, da vse skupaj, daj, gremo sprobati. Kot zmagovalec je drugače dobil tudi denarno nagrado v vrednosti 50 000 evrov, ampak ni bilo to tista stvar, ki bi te primamila oziroma da bi se zaradi tega prijavil. Jaz bi rekel, da v Survivor se ne prijaviš zaradi denarja. Tukaj res gre za to, da sprobaš sam sebe. Imaš druge realitije, če hočeš iti zaradi denarja, če hočeš iti zaradi prepoznavnosti, obstajajo drugi načini. V Survivor pa mislim, da je res nekaj tega, ki izstopa zgolj zaradi tega, da vidiš, kaj vse si ti sposoben. Torej, tam si preživel kar 42 dni, kaj si pa v tem času najbolj pogrešal? Bilo je vsega. Recimo, ful se je videlo, da je primanjkovalo hrane, tako da v prvi vrsti je itak tista hrana, ker ne moreš si predstavljati, koliko brez energije si lahko, koliko strašansko lačen je lahko človek. Hrana je bila tisto, brez nje ne moreš nič, ni se ti ljubilo 1 meter premakniti po vodo. Pa seveda prijatelji, družina, tisti osebni stik z Slovenijo, domovina, vse to, v bistvu vse skupaj pogrešaš. Kaj te pa mogoče naučil Survivor, kar te fakulteta ne more?
Jaz bi rekel, da ceniti majhne stvari. Mi tukaj živimo čist preveč v izobilju, pa tudi če nekateri govorijo, da ga nimajo ali pa kaj tega. Take majhne stvari, kot so recimo telefon, internet, elektrika, tega tam nimaš in tam začneš ceniti, da v bistvu za samo življenje ne rabiš vse to, rabiš medsebojne odnose, rabiš tisti kos hrane, rabiš zdravje. In to me je naučilo tisto surovo okolje tam, da v bistvu mi imamo tukaj čist preveč vsega. Pa če bi imel možnost, bi še enkrat ponovil vse? Zdaj, ko vem, na kaj se moraš bolj pripraviti, da ni vse samo fizični vidik, da niso vse samo mišice, ampak je dosti vsega je v glavi, mentaliteta je pomembna. Jaz mislim, da še bi šel enkrat, da vidim, če se lahko bolj pripravim na to, če bi potem lažje premagoval tiste ovire tam. Pa bi takšno izkušnjo tudi priporočal kakšnemu drugemu tvojemu vrstniku oziroma študentu? Jaz mislim, da bi kaj takega mogel doživeti vsak. No, res ti odpre neka obzorja, vidiš neke širše slike, čisto odpreš mišljenje vsega drugega, vidiš res toliko stvari. Že samo narava je lepa, že ti se ti da misliti, kaj pa še lepo ta življenjska izkušnja. Jaz bi res rekel, da bi vsak mogel kaj takega doživeti. Kar nekaj tvojih intervjujev sem prebrala in v njih izpostavljaš res ogromno aktivnosti in dejavnostmi, s katerimi se ukvarjaš. Katero pa bi izpostavil oziroma ti je najbolj pri srcu? Jaz sem se pred par leti našel v športnem plezanju. Ne vem, odkot je prišlo to plezanje, ker naenkrat se je pojavilo. Že res, da sem kot majhen rad lazil po tistih naših gričih, ki jih imamo tam naokrog, ampak potem sem pa ugotovil, da je to v bistvu šport, da lahko to povežeš tudi z druženjem, z ostalimi in v plezanju sem se nekako našel. Potem so še pa lani, oziroma zdaj že lahko rečem predlani, prišle gore poleg, sem še videl lepoto gora, koliko je v bistvu lepa Slovenija in sem še rekel, dobro, pa še pojdimo v tej skrajnosti, sem se še pa zdaj začel ukvarjati z alpinistično šolo, tako da jaz upam, da mi uspe priti do alpinista. To je en spet taki cilj, da gremo še malo izven Slovenije in izven teh navadnih 2000-akov. Kot sem tudi že na začetku omenila, si tudi študent in sicer na Ferju. Kako je tvoj študij oziroma kako ti gledaš na sam študij? Si ga želiš dokončati ali je to samo pač? Jaz mislim, da je študij ena taka stvar. Konec koncev v težkih časih živimo, diplomo je vseeno dobro imeti v žepu, ne glede na to, kje si, ali zdaj tukaj Slovenija, ker pač ni ravno bleščeče, tudi če si diplomiran, pa gledaš pol na tujino, vseeno, diploma je nekaj tega, kar je fajn, da imaš. Jaz trenutno se čist 100% posvečam študiju, imam še delo poleg, imam še zdaj druge projekte, sploh z Survivorjem povezano, so se pojavili neki načini, tako da mogoče sem malo to dal na stran, ampak vseeno hočem dokončati. Pa še mogoče kakšen tvoj nasvet iz prve roke za študente, ki imamo sedaj izpitno obdobje, kako si se tim pripravljal na izpit oziroma si že kdaj slišal kak dober nasvet za študiranje? Učiti se je treba, to je prva stvar. Učenje je pa vedno tak, jaz ga nisem kaj preveč maral, ampak vseeno, kar je treba. Videl sem tam na Filipinih zdaj, da se splača potruditi, da tudi če misliš, da ti resna gre, pa da si že čist na podnu, daj dvigni se, daj se motiviraj, ker se lahko. Tako da vse splača, zdaj le zobe stisniti, izpite narediti, pa bo potem življenje lepše. No, za zaključek pa imam še zate en izziv in sicer jaz ti povem začetek stavka, ti ga boš pa dokončal. Redu, da vidimo, kako bo to vse skupaj izpadlo. Torej, prvi stavek je, na večerjo bi najraje povabil? Eno prelepo punco, ki je trenutno nimam. Ok. Drugo, moj popoln dan je? Povezan z športom oziroma obdan z športnimi dejavnostmi in naravo. Tretje, nazadnje sem pel? Danes v avtu. Ok, odlično. Četrto, že zelo dolgo si želim? Kaj pa vem, zdaj sem pa res toliko vsega dobil, tako da težko zdaj opredeliti neko točno željo, kaj točno si želim. Fizičnih stvari sigurno ne, ker to sem videl, da tega ne potrebuješ. Tako da trenutno nimam neke tiste želje, da bi pa hodil, ne vem, nov avto ali pa da je hodil neko stanovanje ali kaj tega. Jaz nimam fizične želje, pa bodimo zdravi, želim si, da bili vsi zdravi. Super. Moj najlepši spomin je? Iz Survivorja povezan sigurno zmaga za finale, dražim pa rekel, tudi vsaka kavica s prijatelji ti ostane v nekem takem spominu, ki ga hočemo držati. Pa še zadnje, nikoli si nisem mislil, da? Bi lahko kadarkoli šel v reality show in ga dejansko zmagal.
Super, odlično, opravljen izziv. Hvala, Alen, za tvoj čas, za pogovor in mislim, da si lahko marsikateremu študentu odličen vzgled in tudi prava motivacija. Hvala za povabilo. To pa je tudi vse, kar smo vam pripravili za danes. Se gledamo zopet na srednji ponedeljek ob 5:30 na BKTV.